Misliš, da si brez denarja, ker ne delaš dovolj trdo? Motiš se. Leta 1980 je bila povprečna cena hiše v ZDA približno 3,5 višja od povprečnega gospodinjskega dohodka. Danes je v večjih središčih, kot sta New York in San Francisco, ta številka narasla na več kot 10-kratnik. Ameriške sanje so iz dosegljive ovire zrasle v 40-nadstropni nebotičnik. Ustvarjate več vrednosti kot katerakoli generacija v zgodovini. Toda matematika današnjega gospodarstva naredi zmago fizično nemogočo. Sistem ne odpoveduje. Deluje točno tako, kot je bilo zasnovano. Ko gre za plače in delovno obremenitev, si večina ljudi zastavi dve vprašanji. Zakaj delamo več? In zakaj smo manj plačani? A vprašanje, ki je najbolj pomembno, pa si ga nihče ne zastavi. Zakaj naš zaslužek ne seže več tako daleč kot prej? In tukaj se moramo soočiti z našo prvo kruto resnico. Inflacija je močno poslabšala cenovno dostopnost. Vzemimo stanovanja. V prvem četrtletju leta 1980 je bila povprečna cena hiše v Ameriki $63,700, v prvem četrtletju leta 2026 pa neverjetnih $403,000. Ista poštena služba in pametna naložba, ki sta ti v 80-ih letih lahko omogočili nakup hiše, danes komaj pokrijeta najemnino, a postane še slabše. Aprila 2026 je indeks cen življenjskih potrebščin, ICŽP, merilo, ki spremlja cene potrošniškega blaga, pokazal, da so stopnje inflacije presegle pričakovanja. Kot je povedala Heather Long, glavna ekonomistka pri Navy Federal Credit Union, so Američani zdaj dobesedno stisnjeni. Cene goriva so v tem času prav tako pomenile dodatnih $75 stroškov na potrošnika na mesec, kar resno posega v vsakogaršnjo denarnico. Verjetno si mislite, zvišanje stroškov blaga in storitev skozi čas je povsem naravno. Ampak zakaj tako mislite? Če spremljate opazne skoke cen skozi zgodovino ZDA, boste videli, da so bili časi, ko so bili stroški precej nad običajno ravnjo. Ameriška revolucionarna vojna, ameriška državljanska vojna in druga svetovna vojna. Nenavadno je, da so se po prvih dveh cene počasi vrnile na razumno izhodiščno raven. Po drugi svetovni vojni so se življenjski stroški še naprej povečevali. Zakaj? Ugotoviti odgovor na to skrivnost je ključ do razumevanja, zakaj ste danes preobremenjeni in premalo plačani. Thomas Stapleford je zgodovinar na Univerzi Notre Dame in avtor knjige The Cost of Living in America, politične zgodovine ekonomskih statistik. Po njegovem mnenju vse to vodi nazaj k politikam, ki jih določa ameriška centralna banka. Menil, da je postopno naraščanje inflacije dejansko zdravo za gospodarstvo, kot je ameriško, ki veliko vlaga v nove tehnologije in produktivnost. In najbolj konkreten način za dosego tega cilja je tiskanje novega denarja in njegovo dajanje v obtok. V ekonomskih krogih temu pravijo povečanje denarne mase. To ni video, ki bi vam govoril, da je vaše življenje težje, ker je Fed pred 80 leti sprejel slabo odločitev brez pravega razloga. Kot pri vsaki ekonomski zadevi imamo opravka z eksplozivno pastjo, z dvema žicama različnih barv, ki jo moramo prerezati, če želimo finančno preživeti. In če ne morete videti v prihodnost, ste v bistvu barvno slepi. Eden najbolj konkretnih razlogov za povečanje denarne mase po drugi svetovni vojni je bil izogibanje deflacijski spirali. Če veste kaj o makroekonomiji, sta to dve izmed najbolj strašljivih besed v angleškem jeziku. Deflacijska spirala je bila glavni vzrok za začetek Velike depresije, ene najhujših gospodarskih situacij v ameriški zgodovini. In tako deluje. Sredi gospodarske krize, kot je recesija ali depresija, imajo ljudje manj razpoložljivega dohodka za nakup česarkoli razen osnovnih potrebščin. Zmanjšanje povpraševanja v primerjavi s ponudbo potrošniškega blaga povzroči padec cen. To posledično vodi do tega, da mora proizvodnja zmanjšati obseg, da zmanjša ponudbo in izenači stroške. Toda to zmanjšanje obsega pomeni tudi, da podjetja ne potrebujejo več toliko zaposlenih, zato jih odpuščajo. Manj ljudi si lahko privošči trošenje, medtem ko se skladišča polnijo s proizvodi, ki si jih nihče ne more privoščiti kupiti, cene in proizvodnja pa strmo padeta v zastrašujoči tekmi proti dnu in prav tega je Fed želel preprečiti. Toda vsaka rešitev ustvarja nove težave. Ena izmed njih je Baumolova bolezen stroškov, matematična napaka vgrajena v sodobno gospodarstvo. To je bil eden izmed velikih skritih razlogov, zakaj ste preobremenjeni in premalo plačani. Osrednja ideja namerne inflacije je, da se bodo cene zvišale, vendar se bodo zaradi večje tehnološke učinkovitosti na delovnem mestu zvišale tudi plače. Tako se vse izenači, vendar ne vedno. V delovno-intenzivnih sektorjih dosežemo plato učinkovitosti, kjer tehnološkega napredka ne moremo uporabiti za povečanje gospodarske učinkovitosti. Vzemimo za primer pevca. Če odmislimo autotune in tehnologijo za zaključno obdelavo zvoka v postprodukciji, ni pravega načina, da bi petje naredili učinkovitejše, kot je že. To je slepa ulica v primerjavi recimo z množično proizvodnjo avtomobilov ali sintezo novih spojin v kemični industriji. Pevka, ki je pela pesem pred stoletjem, ni bila nič bolj produktivna kot pevka, ki poje pesem danes.
To velja tako za umetnost, kot tudi za industrije, kot sta izobraževanje in zdravstvo, saj so to področja, ki izjemno močno temeljijo na človeškem delu. Medtem tehnološki napredek nenehno omogoča bolj stroškovno učinkovito proizvodnjo, kar tam zvišuje plače in posledično znižuje ali stabilizira ceno. Tukaj nastopi bolezen stroškov. Stroški v teh nizkoproduktivnih sektorjih se morajo še vedno povečevati, da bi sledili rastočim plačam v preostalem delu gospodarstva. To so potrošniki, ki nosijo to breme. To ima lahko hude posledice, kot so upočasnitev gospodarske rasti in naraščajoči stroški za osnovne storitve. To začne resnično pojasnjevati strukturno gnjilobo, zaradi katere se zdi, da vaš težko prislužen denar ne zadošča več niti približno tako kot nekoč. A to je le en del problema. In to je morda popolno odvračanje pozornosti, medtem ko vam trg dela spodnese tla pod nogami. Trg dela deluje proti vam. Skoraj nemogoče je biti delavec v 20 letih tega stoletja in tega ne občutiti. Trud, ki ga vlagate, se ne zdi več v skladu z vrednostjo, ki jo dobivate nazaj. Toda ta vrednost nekam gre. Da bi razumeli, kaj se dogaja, moramo pogledati delež dohodka, ki pripada delu. Merilo je, kam dejansko konča bogastvo, ki ga ustvarijo delavci. V plačah delavcev ali v rokah lastnikov in delničarjev. Nekatere zaskrbljujoče študije so pokazale, da je odgovor dejansko vse manj v korist delavcev. Ena je dejansko opredelila 4 ključne dejavnike, ki so igrali vlogo pri odvzemu deleža delavcem in njegovem vračanju lastnikom kapitala. Prvi je tehnološki napredek. Ugotovili so, da ko se delež prihodkov porabljenih za raziskave in razvoj poveča za 1 odstotno točko, delež dela pade za do 1,3 odstotnih točk. Grožnja, da bi lahko svoje delavce zamenjali s strojem, zmanjšuje njihovo pogajalsko moč in jih ohranja zadovoljnih z nizkimi plačami. Drugi dejavnik je globalizacija, kjer 1 odstotno povečanje deleža prihodkov iz izvoza povzroči padec deleža dela za 0,3 odstotka. Tudi tukaj daje lastnikom večjo pogajalsko moč nad zaposlenimi. Imajo svobodo, da se preselijo, če menijo, da njihovi delavci zahtevajo prevelik delež. Tretji dejavnik je visoka tržna koncentracija, kjer je konkurenca nizka in se delež deli med razmeroma majhno število podjetij. V takih primerih imajo podjetja moč, da ohranjajo majhno število zaposlenih in postavljajo svoje pogoje. V državah z močno prisotnostjo sindikatov, kot je Švedska, se to lahko obrne v prid delavcem, vendar se v ZDA skoraj vedno izide v korist lastnikov kapitala. Četrti dejavnik so neoprijemljivi dejavniki, kot so avtorske pravice, patenti in blagovne znamke, ki ohranjajo nadzor v rokah lastnikov kapitala. To še posebej velja, ko gre za pravico do raziskav in razvoja. Spet gre vse za pogajalsko moč in več kot lahko delničarji skoncentrirajo vrednost na vrhu piramide, več vrednosti dela lahko iztisnejo iz vas brez posledic. Zahvaljujoč napredku tehnologije in vašemu trdemu delu je pita vedno večja. Toda vsakič, ko pita zraste, korporativni interesi prilagodijo nož tako, da vam odrežejo še manjši kos. Kakovost delovnih mest upada, število služb, ki jih potrebujete za preživetje, pa narašča. Medtem gospodarstvo ustvarja več bogastva kot kdajkoli prej. Vi pa dobite vedno manj od tega. Tudi če vam sodobna delovna sila ni tuja, sta dve besedi, ki jo morda v tem kontekstu ne poznate. Notranja mobilnost. Tu pomeni vašo sposobnost dejanskega napredovanja na delovnem mestu. To je lahko horizontalni premik, kjer pridobite veščine za delo v povsem drugem oddelku, ali pa navpičen premik, kjer se vaše veščine in izkušnje obrestujejo z oprijemljivim napredovanjem po hierarhiji vašega podjetja. To je ameriške sanje, kaj ne? Da lahko kdorkoli začne v podjetju na začetnem položaju in se z vztrajnostjo ter predanostjo nekega dne znajde v upravnem odboru podjetja. A danes se zdi, da obljuba notranje mobilnosti pri večini zaposlitev drži približno toliko kot resnični obisk božička na božični večer. Del tega je pojav v ameriških korporacijah, ki ga nekateri imenujejo veliko sploščevanje. To je, ko se srednji menedžment zmanjšuje, da bi podjetje poenostavili in povečali operativno učinkovitost. Od tehnoloških velikanov, kot so Amazon, Microsoft in Google, do velikih trgovcev, kot sta Walmart in Starbucks, se zdi, da je sploščenje korporativne strukture danes pravilo, toda prihrankov ne vidite. Pravzaprav se zdi, da vam to morda še dodatno otežuje položaj. Ne boste izgubili le veliko usmerjanja in morale, ki jo zagotavljajo srednji menedžerji, ampak tudi možnost napredovanja na položaje srednjega menedžmenta. To je, kot da bi razstrelili most med dvema bregovama dolge reke, kjer je na eni strani delo, na drugi pa kapital. Pomanjkanje notranje mobilnosti v svetu, kjer se stroški nenehno zvišujejo, je dobesedno milijone ljudi prisililo, da opravljajo več služb, samo da lahko preživijo. Podatki to potrjujejo. Po podatkih Ameriškega urada za statistiko dela je novembra 2025 kar 9,3 milijona Američanov poročalo, da opravljajo več služb.
To je predstavljalo 5,7% celotne aktivne delovne sile v tistem času. In to niso samo ena zaposlitev za polni delovni čas in ena za krajši delovni čas ali celo dve zaposlitvi za krajši delovni čas. Za 500 000 teh Američanov sta dve zaposlitvi za polni delovni čas postali povsem sprejet standardni način delovanja, če želijo doseči kaj več kot zgolj preživeti. Izgorelost je resničen problem. To je še posebej slabo za delavce iz generacije Z, ki so vstopili na trg dela v svetu tehnološko povzročene gospodarske negotovosti. Manj ljudi kot kdajkoli prej je zaposlenih s pravimi plačami in vsemi pripadajočimi ugodnostmi. Namesto tega ljudje postajajo pogodbeni izvajalci s krajšim ali polnim delovnim časom za različna podjetja. Izraz za to je kombiniranje več virov dohodka in to se zdi zelo daleč od sveta 20. stoletja, kjer je bil en dohodek pogosto dovolj za preživetje. Toda tudi, če ne upravljate več služb, je velika verjetnost, da se na koncu tedna še vedno počutite izčrpani. Kaj naredi delo tako izčrpavajoče, da se zdi, kot da v našem življenju ni več prostora in energije za nič drugega kot še več dela? Izkazalo se je, da ne izgubljate vzdržljivosti samo vi. To je posledica usmerjene strategije na delovnem mestu, ki vas izčrpava do konca. Korporativna modna beseda, ki ste jo verjetno že velikokrat slišali, je učinkovitost. To je ena tistih besed, zaradi katerih delničarji ponoči mirno spijo. Toda kot pri vsaki stvari, ki prinaša hiter zadetek dopamina, so tudi tukaj resnični stroški, če po njej posežete brez premisleka. Ena najbolj nevarnih in kratkovidnih korporativnih odločitev, sprejetih v imenu tako imenovane učinkovitosti, je minimalno kadrovanje. In to je eden glavnih razlogov, zakaj imate občutek, da ste vedno preobremenjeni. Ta taktika je točno to, kar se sliši. Vodenje podjetja z absolutno minimalnim številom zaposlenih, ki je še potrebno, da podjetje sploh deluje. To ima za posledico, da zaposleni opravljajo dvojno delo in prevzemajo številne različne vloge. V preteklosti je bilo minimalno število zaposlenih izredno ukrepanje v času hudih finančnih težav podjetja, vendar je del vodstvenega kadra ugotovil, da lahko z vitko ekipo dosegajo še večje dobičke, tudi takrat, ko so prihodki stabilni. To je mimogrede podobno, kot če bi jemal morfij, čeprav si popolnoma zdrav, samo za vsak slučaj, če si kasneje zlomiš nogo. Na kratki rok je morda občutek dober, a na dolgi rok si na poti v resne težave. In to velja samo za lastnike in delničarje. Za vas, delavca na najnižji ravni, bo grozna plat vitkega kadrovanja očitna veliko hitreje. Obstaja razlog, zakaj je drugo ime za tovrstno korporativno strukturo kadrovanje po sprotnih potrebah. Delavci, plačani po urni postavki, ki predstavljajo približno 55,8% delavcev v ZDA, se morajo truditi do onemoglosti, da zadovoljijo takojšnje potrebe svojih delodajalcev. Posledica teh korporativnih struktur za delavce je običajno grozljiva izčrpanost. Delajo dolge ure z ogromnim številom zahtevnih nalog v okolju z velikim pritiskom. Verjetno vas ne bo presenetilo, da se odsotnost z dela pogosto poveča v situacijah, kjer je osebja premalo. Delavci pogosto fizično zbolijo zaradi izčrpanosti od prekomernega dela. In znanost to potrjuje. Če ste preobremenjeni z delom, boste zboleli. In če boste s tem nadaljevali predolgo, vas bo to ubilo. BBC je leta 2021 poročal, da so ljudje, ki delajo več kot 54 ur na teden, v veliki nevarnosti, da umrejo zaradi preobremenjenosti. To se zgodi skoraj milijonu ljudi vsako leto. Preobremenjenost je dejansko največji povzročitelj poklicnih bolezni, zahvaljujoč resnično pogubnim učinkom, ki jih ima stres na človeško telo. Šefi radi vidijo, da na svojih bilancah izplačujejo manj plač. Medtem boste vi opravljali dvakrat več dela kot prej, s kratkimi roki, ki ne dopuščajo nobene rezerve. Ko smo že pri Slacku, vse večja vloga tehnologije pri nadzoru delovne sile je še en dejavnik, zaradi katerega se ves čas počutite preobremenjeni. Pred pojavom računalnikov ste na večini delovnih mest začeli ob 9 in končali ob 5. Zdaj pa lahko vaš šef, zahvaljujoč Zoomu in Slacku, čaka v vašem žepu ali v vaši dnevni sobi. To uničuje tradicionalno ločnico, ki omogoča ravnovesje med delom in zasebnim življenjem. Še posebej za digitalne nomade po svetu, nikoli nisi zares v službi, a tudi nikoli zares prost, a postane še bolj vsiljivo. Industrija programske opreme za nadzor zaposlenih, znana tudi kot Bossware, je še dodatno zvišala vaš standardni nivo delovnega prostora. Postavi vas v nekakšen delovni panoptikon. Ves čas imaš občutek, da moraš biti kar se da vzoren, saj obstaja možnost, da nekdo spremlja prenos v živo z vašega zaslona ali da se vsak pritisk na tipko beleži in pošilja neposredno kadrovski službi. To je še slabše v organizaciji s plosko hierarhijo in minimalnim številom zaposlenih, kjer ima vaš šef morda resnično dovolj prostega časa, da dejansko sedi in ves dan opazuje, kaj počnete. Morda misliš, da čeprav te to ubija, moraš samo še malo bolj garati, da prebiješ to oviro, a to ti lahko prav tako škodi.
Verjetno si že slišal star pregovor, da nobeno dobro delo ne ostane nekaznovano. In v korporativnem svetu obstaja veliko dokazov, da to dejansko drži tudi empirično. Dobrodošel v svetu kaznovanja za uspešnost, kjer te trdo delo označi kot izkoriščljivega in ne kot zaposljivega. Če imaš odličen sloves zaradi kakovostnega dela in spoštovanja rokov, obstaja velika verjetnost, da ti bodo dodelili še več dela, vendar brez dodatnega plačila za nadure. Morda si res izjemen zaposleni, ali pa ti sodelavci namerno nalagajo več dela s svojo namerno nesposobnostjo. V vsakem primeru je rezultat enak. Kaznujejo te z dodatnim prekomernim delom, ker svoje delo opravljaš dobro. Morda misliš, da ti bo dobro opravljeno delo prineslo napredovanje v karieri, a to je redko res. Večina podjetij ti ne bo želela začeti plačevati dodatno za trdo delo, ki ga že opravljaš, iz dobrote svojega srca, ker nimajo srca, na katero bi se lahko obrnili. Napredovanje v drug oddelek zaradi tvojega trdega dela bi bilo tudi v nasprotju z njihovimi interesi, saj kdo bi potem opravljal tvoje delo? Včasih boš s tem, da svoje delo opravljaš preveč dobro, delodajalcem dal jasno vedeti, da bi moral to delo opravljati tako dolgo, dokler ga fizično še zmoreš. In ko boš na koncu odšel, bodi si zaradi frustracij ali zdravstvenih težav, bodo šele takrat razmišljali, koga naj dobijo, da stopi v tvoje iztrošene čevlje. Ostal boš le še kot spomin. Srečo boš imel, če boš za ves čas, energijo in zdravje, ki si jih vložil v vse to, dobil več kot le zahvalo in standardni odpravninski paket. Gospodarstvo ni več to, kar je bilo. Zaradi temeljnih spregledov v finančnih sistemih Združenih držav Amerike bodo stroški še naprej naraščali, medtem ko bodo plače stagnirale. Delež vrednosti, ki pripada delavcem, bo še naprej prelivala več bogastva, ki ga ustvarite, v žepe vaših šefov, ki odpuščajo srednje menedžerje in delajo z minimalnim številom zaposlenih, medtem ko na zaposlitvenih portalih objavljajo oglase za delovna mesta, ki v resnici ne obstajajo. Ostajate na mestu, izčrpavate se pri eni ali več službah, kjer tehnologija briše meje med delom in zasebnim življenjem. Ob vsem tem pa kaznovani uspešnik zagotavlja, da vsak poskus, da bi se z delom rešil, le še bolj poglobi tvojo stisko. Preobremenjen si in premalo plačan, ker si tako najbolj uporaben za sistem. In dokler se sam sistem ne spremeni, se to tudi zate ne bo spremenilo. Torej, če si preobremenjen, premalo plačan in še vedno zaostajaš, bi se moral sistem zlomiti, pa se ni. Ugotovi, zakaj. Pravi razlog, zakaj se gospodarstvo še ni zrušilo. Ali pa si oglej to.